Pred časom sem na eni izmed tujih televizijskih postaj poslušal komentatorja, kako je ob robu ene izmed kolesarskih dirk Slovenijo razglasil za državo, ki je popolnoma nora na kolesarjenje. No, moram reči, da se s tem zunanjim opazovalcem ne strinjam v celoti. Do popolnega izkoriščanja potenciala kolesarstva za dnevno mobilnost nas loči morda kakšna vzpetina manj, pa tudi, še pomembneje, kakšna urejena kolesarska proga več. Ampak seveda, slovensko kolesarjenje je danes velike pozornosti deležno predvsem zaradi naših vrhunskih kolesarjev, športnikov. Številne izmed naših asov bomo kmalu lahko ponovno spremljali na najbolj sloviti kolesarski preizkušnji pri nas, dirki po Sloveniji. In ti kolesarski asi bodo seveda takrat v najmočnejšem soju žarometov. No, ampak mi bomo tokrat v duhu avtomobilnosti pogledali v prav tako razburljivo zakulisje. Za kolesarji se namreč na kolesarski dirki odvija prav tako zanimiva avtomobilska dirka. Voznik mora paziti, voziti čim bolj varno, ne gre se tu za dirkanje. Je pa res, ja, so pa v trenutkih situacije, kjer enostavno drugega ne preostane, so včasih tudi visoko hitrostjo gremo čez ovinke. Ni to ravno rally, včasih pa malo podobno. Ja, sigurno, tle je tudi kar dirkanje z avtomobilom, za skupina veliko kar hitro gre in ti moraš iti za njo, jih prehitevati kolesarje, paziti, če kdo pade, da ga ne povoziš. 4-5 ure moraš biti res skoncentrirana vožnja. Karavana kolesarske dirke je na prvi pogled včasih videti kar malo kaotično. Policijska vozila, reševalna vozila, vozila, ki skrbijo za TV prenos, spremljevalna vozila, ekip in še nekatera druga si cestišče delijo z množico kolesarjev. No to vse skupaj pa ob robu cestišča spremlja še množica kolesarskih navdušencev. Kako najbolj v bistvu skrbite za to, da je vaša vožnja znotraj karavane kolesarske varna? Ja, prvo se mora voznik zavedati, da so v karavani glavni kolesarji. Sam voznik mora imeti pregled nad celotno cesto, tako pred njim kot za njim. Velikokrat mora tudi predvideti situacijo, kaj se lahko zgodi z ovinkom oziroma kdo prihaja iz ozadja. Od štarta moraš biti skoncentriran, tukaj je veliko kolesarjev, 180 kolesarjev približno na štartu. Jaz vozim prvi avto za skupino, glavno, ne, in če sodnik reče, moram skupino prehiteti, grem tudi mi skupine in moraš paziti, lahko tudi kolesar zavije v levo, ga ti lahko podreš. Gledalci so ob cesti, večkrat se zgodi, vrže kolesar bidon, ne, in navijači z bidon poberejo in kar skoči na cesto in ga mimogrede lahko podreš, ne. Tako da tle so skozi nevarnosti, ne. Glavni temelj podpore za kolesarje so spremljevalna vozila ekip. Kakšne so pravzaprav njihove naloge? Tako kot na vsaki dirki, tudi na dirki po Sloveniji, to prvo spremljevalno vozilo ekipe. Avto bo oskrbljen z hladno pijačo, kolesi, hrano. V avtu je mehanik, ki v primeru padca, kakšne tehnične okvare za to poskrbi. In pa v avtu je tudi radiotur. Radiotur je postaja, preko katere prejemamo podatke iz proge, razne nevarnosti, vse informacije, kar se tiče dirke od glavnih sodnikov. Obenem je po avtu tudi povezava s kolesarji. Preko te povezave potem opozarjamo kolesarje na nevarnosti na cesti, na katere se že prej pripravimo, razne odseke, kjer je možen bočni veter, tako rekoč tudi taktika. Kaj je zaželeno pri takem avtomobilu? Kaj vi potrebujete v bistvu? Kot prvo je priporočeno, da je avto udoben. Vemo, da znajo biti dirke precej dolge. Potem je tu preglednost samega vozila in pa ravno tako priporočeno je, da je avto malenkost močnejši, ker v določenih trenutkih v dirki imaš par sekund časa, kjer moraš prehiteti kolesarje oziroma priti mimo njih in včasih moraš zaradi tistih 3 sekund, ki nismo mogli prehiteti, 10 minut počakati, ne, in v teh 10 minutah se lahko pa marsikaj zgodi. Vozniki spremljevalnih vozil imajo zelo zahtevno delo, sploh ko pride do vzponov in še posebej spustov. No, sploh zanimiv je vzpon, ki je zadnji na dirki po Sloveniji, tisti zadnji pravi vzpon, ki se, preden dirka pride v cilj v Novem mestu, odvije na bližnji Trški gori.
Cesta tukaj je takole, poglejte, izjemno ozka in tudi letos je tu moč pričakovati množice gledalcev. Cesta je gor zelo ozka, pač jaz jo poznam že prej, ko smo trenirali, vsak ovink vem, kako je. Je prednost, če poznaš ta klanec kot šofer, ne, in da veš, kaj se lahko zgodi potem naslednji ovink. Če recimo kolesar pade, ga sreča za ovinka, pride za njem, da ga ne povoziš. Specifičen klanec, prostora za prehitevanje ni oziroma mogoče, en kolesar gre lahko mimo avta, kaj več pa ne. Prav tako zelo nevaren spust. Vemo, da kolesarji so v takih spustih precej hitrejši od avtomobilov in tisti kolesarji, ki spustijo, poskušajo v dolino nekaj nadoknaditi. Z avtom si pred njimi, prostora na cesti ni, je kar tako potrebno imeti pregled nad samim potekom dirke. Pa mislim, v Sloveniji je to kar malo tako izjema. Drugače pa vidimo tlele v tujini, kar speljejo vse posod trase, ne, samo da je zanimivo za gledalce. Moraš pa tudi gledati, narediti moraš zanimivo dirko, pa tudi da ni nevarna, ne. Del kolesarske dirke pa so tudi vozila s prav posebnimi nameni in odločilnim pomenom za nemoten in tudi pošten potek dirke. No, enega takih vozi naš sogovornik Tomaž Nose, tudi že zmagovalec dirke po Sloveniji, in to, da ga vozi prav on, ni naključje. Prednost je sigurno ta, da poznaš, kako kolesar odreagira, ker si bil tudi sam kolesar in lahko vnaprej predvidiš, kaj se zgodi. Če kolesar odpade, že prej predvidiš, se bo verjetno nazaj ujel, moraš merkati, da ga vidiš od zadaj, ko bo mimo preletel, da ga ne bo zbil. Vsak ima svojo funkcijo, že prej se odločiš, ne, jaz vozim sodnika ena. Ja, vozilo mora biti pregledno, mora imeti strešno okno. Jaz recimo okno odprem strešno, sodnik gre ven in s piščalko zažvižga, če ne slišijo z roko v smer, karkoli, recimo pride kakšna nevarnost, kdo na cesto hoče zaviti, ga mu začne mahati, da ne sme iti. Odzad je potem tudi poleg sodnika zadnja leta Uroš Muren, bivši kolesar, ki ima radioveze čez Radio Tour poročanje ostalim sodelujočim na dirki podatke, ki jih mu da sodnik, drugi sodniki. Tako da avto mora biti tak, se pravi, ne sme biti prevelik, mora biti pa dosti prostoren in pregleden. Kako pa na vašo vožnjo znotraj kolesarske karavane vplivajo moderni asistenčni sistemi avtomobila? A je to koristno? Ne, znotraj dirke morajo biti vse te pomoči pri zaviranju in podobno izklopljene. Velikokrat v dirki se voziš na tako majhni razdalji, da bi avto sam zaviral, kar pa ni priporočljivo, če so v okolici avta oziroma za avtom ob njemu kolesarji. Spremljevalna vozila kolesarske dirke torej dejansko omogočajo njeno izvedbo v obliki, ki jo poznamo danes. Zagotavljajo ključno asistenco, oskrbovanje, nadzirajo tekmovalni del ter zagotavljajo varnost nastopajočih. A včasih stvari tudi ne gredo popolnoma po načrtu. Pripetljaj je veliko, ampak do zdaj je bilo zmeraj se je vse super dobro končalo, ni bilo nobenih problemov. Mogoče enkrat sem se znašel ravno v nepravem času sredi skupine kolesarjev. V nekem trenutku se niso umaknili, cesta se je zožala, z ene strani je bila škarpa in kolesarji pred mano, za mano, enostavno zavirati nisem smel. Cesta se je zožala, kolesarji so pa ravno tako borbali za pozicije v skupini in je en kolesar z menjalnikom kolesa udaril s prednjo pnevmatiko. Tako da kolesarjev ni bilo nič, menjalnika še se je podlomil.